Spoštovani gledalci in gledalke Studia Bistrica, pozdravljeni. V tokratni oddaji si oglejte. Podpis pogodbe za izgradnjo nove stavbe Komunale Slovenska Bistrica. V knjižnici nastopila skupina Jejš muzika. 22 let od smrti doktorja Jožeta Pučnika. Komunala Slovenska Bistrica je v četrtek 9. januarja podpisala pogodbo za izgradnjo nove poslovne stavbe, vredne skoraj 5,7 milijona evrov. Izbrani izvajalec je cestno podjetje Ptuj, ki bo projekt izvedlo v sodelovanju s podjetjem Krt gradbeništvo. Pogodbo sta v prostorih učnega centra Vodarna v Slovenski Bistrici podpisala direktor Komunale Slovenska Bistrica Maksimilijan Tramšek in izvršni direktor cestnega podjetja Ptuj Boris Medved. Kot poudarja Maksimilijan Tramšek, bo naložba rešila dolgoletno prostorsko stisko in predstavlja pomemben korak v razvoju njihovega podjetja. V zadnjih letih smo povečali obseg poslovanja. Vizija, ki je bila nastavljena v prejšnjem mandatu, ki se nadaljuje tudi v ta mandat, ima tudi to, da je potrebno te komunalne službe, ki so danes razpršene na različnih lokacijah, izvajamo za 8 družbenikov te komunalne storitve. Nekako je želja, da to spravimo pod eno streho, pod en center, in ta ideja je trajala zadnja 3 leta, seveda skozi projektno fazo, skozi pridobivanje gradbenega dovoljenja, in tudi v lanskem letu smo se skoraj celo leto ukvarjali z razpisom, tako pripravo tendera, tudi tender smo ponavljali in na koncu dobili pravnomočnost izbire in danes smo tukaj izbrano podjetje, ki bo gradilo našo novo poslovno cono skupaj z partnerji, tudi skupaj z nami, cestno podjetje Ptuj, in res v družbi nastrpno pričakujemo sam začetek del. In nekako po 15 mesecih je cilj, da zgradimo poslovne prostore in se nekje tja do junija 2026 tudi preselimo na novo lokacijo, ki bo omogočala dvig standarda kakovosti storitev, prijazna bo za občane, zagotavljala bo kvalitetni servis, saj na tem komunalni infrastrukturi in na tem okoljskem vidiku, trajnostnem vidiku, ki prihaja v zadnjih letih v ospredje, so naše dejavnosti zelo pomembne. Pred nami so velike rasti, čedalje prihodnje bomo prevzemali še več te komunalne infrastrukture. Velik poudarek je na skladiščnih kapacitetah, skladiščnih prostorih, gre za pleto 8 objektov, v nadstreških za službena vozila, na deponijah za različne materiale, govorimo o cirka 3700 kvadratnih metrov neto površin, in dejansko zajeli smo nekako vizijo razvoja družbe in potrebe, ki bo družba ustvarjala na tem segmentu nekje na naslednjih 20 let. S tem, da se nismo tudi omejili prostora, vizavi imamo še na razpolago tudi zemljišča, ki bodo mogoče tudi v prihodnosti jih potrebovali za komunalno dejavnost. Tako da nam prostor omogoča tudi širitve v prihodnje. Vrednost celotne investicije, komplet z tako zemljišči, projektno dokumentacijo, z notranjo opremo je 7,7 milijona evrov, podpisana pogodba za gradbena obrtniška dela z izbranim ponudnikom je pa 5,6 milijona evrov. Izvršni direktor cestnega podjetja Ptuj Boris Medved je povedal, da bodo po načrtih dela končana do junija prihodnje leto. Glede na pregledane razpise in predvsem na animacije, ki jih tukaj vidimo, gre sigurno za zanimiv objekt. Dokumentacija je izdelana dobro, tako da jaz bi rekel, da nekih posebnih težav ne pričakujemo. Pričakujemo, da bomo to izvedli v roku in v kvaliteti, kot je predvideno v pogodbi. V knjižnici Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica je pretekli petek nastopila akustična kabaretna glasbena skupina Jejš muzika iz Slovenske Bistrice. Na svojih koncertih izvaja šanson, poezijo, priredbe znanih skladb iz slovenske in tuje glasbene zakladnice ter tudi svojo avtorsko glasbo. Člani skupine koncertni program popestrijo s humorjem in satiro.
plavati oči, da si preplaval tisto rusko reko in se v mojih genih naselil. To je tebe praslovat, plavati oči, da si preplaval tisto rusko reko in se v mojih genih naselil. Horde slovanske krvi, preko reke skozi dni, sprejele poglavari, direktori, za njimi kurve, mladci, upokojevci. Spolnomočni, silno zdravi, zakladi svet iz pradavnine, so prišli po stolpi generacija sposobnih gospodi in nam po vseh predpisih zajebali vse, kar se je zajebat dalo. To je tebe praslovat, plavati oči, da si preplaval tisto rusko reko in se v mojih genih naselil. Dodajmo. To je tebe praslovat, plavati oči, da si preplaval tisto rusko reko in se v mojih genih naselil. Usmerjeno izobraženi, sutra skozi dni, spredaj so grobovi in sirote, za njimi mrtve ribe in crknjeni psi. Brez pigmenta smo spočeti, spodobna brozga iz betona, se držimo kastrirani, korakajoči, da bomo si po vseh predpisih zajebali vse, kar se bo zajebat dalo. To je tebe praslovat, plavati oči, da si preplaval tisto rusko reko in se v mojih genih naselil. To je tebe praslovat, plavati oči, da si preplaval tisto rusko reko in se v mojih genih naselil. Da si preplaval tisto rusko reko in se v mojih genih naselil. V soboto 11. januarja je minilo 22 let od smrti dr. Jožeta Pučnika, ki je odigral eno najpomembnejših vlog v času slovenskega osamosvajanja. Na dan obletnice Pučnikove smrti sta na njegov grob na pokopališču na Črešnjevcu delegacija Slovenske demokratske stranke in delegacija občine Slovenska Bistrica na čelu z županom dr. Ivanom Žagarjem položili cvetje. Zbrane je nagovorila podpredsednica SDS in vodja poslanske skupine stranke Jelka Godec. Moram reči, da dr. Pučnika nisem osebno poznala. Mi je zelo žal,
da ga nisem. Poznam pa njegove ideje, predvsem pa njegovo veliko delo za slovenski narod. In v zadnjih letih, predvsem zadnjih 2 letih, se večkrat postavlja vprašanje, kako bi bilo takrat tistega leta 1990 oziroma okoli tega leta, če ne bi slovenski narod vodili takšne ljudje, kot je bil dr. Jože Pučnik. Ali bi danes živeli v samostojni in suvereni republiki? Jaz mislim, da odgovor na dlani, če gledamo skozi oči današnje oblasti. Nikoli ne bi, oziroma danes ne bi bili v suvereni državi, še vedno bi sanjali sanje, kot jih sanjajo nekateri veliki narodi, ki še vedno nimajo svoje države, kot jo imamo mi Slovenci. Torej, največja zasluga za to, da živimo danes v svoji državi, gre seveda dr. Jožetu Pučniku. Jaz mislim, da je oče slovenskega naroda, Jože Pučnik, nekdo, ki se mu nikoli ne bomo mogli dovolj veliko oziroma dobro zahvaliti za vse, kar je naredil za slovenski narod. Že takrat, ko je moral v izgnanstvo, ko je deloval v tujini, je vedel, da bo prišel čas. Da bo prišel čas, ko se bo moral vrniti v Slovenijo, ko bo za svojo trdno voljo, za svojim jasnim ciljem, z jasno vizijo in vsemi, bom rekla, tistimi, ki jih je potegnil s sabo, pa tudi z določeno trmo popeljal slovenski narod enotno, najprej na plebiscit in potem v samostojno Slovenijo. Danes mislim, da vsi pogrešamo takšno osebnost, kot je bil dr. Jože Pučnik. Pogrešamo njegovo pronicljivo miselnost, mišljenja, razum, predvsem, če gledamo še enkrat stališče današnje oblasti, ki zatira svobodo govora, ki že pospravljene spomenike krvnikov slovenskega naroda postavlja nazaj na ulice, trge in parke slovenske države, ki ne priznava komunistične revolucije na naših tleh, ki govori drugo resnico, ki pravi, da je več resnice in da je njihova tista prava, ki zavrača vrednote slovenske osamosvojitve. Moram reči, da v takšnem času, ko živimo, oziroma vprašanje, kaj bi dr. Pučnik danes dejal na vse te. Ali bi bil zadovoljen z državo? Ali bi bil zadovoljen z tem, kar je nastalo iz njegovih idej in njegovih ciljev? Ali bi bil zadovoljen z nami, ki smo nekako njegovi nasledniki in tisti, ki udejanjamo njegove ideje in še vedno stopamo po poti ciljev, ki si jih je zadal? Ne vemo. Verjamem pa, da bi nam dal modre nasvete za naprej, da bi z svojo trdno voljo in z svojo slovensko dušo nam dal moč, da delamo naprej, da uresničujemo njegove cilje in njegove ideje. In da širimo tudi vse te vrednote slovenske osamosvojitve še naprej, med mlade, kar je predvsem pomembno. Poslanka magistrica Karmen Furman je prebrala pesem Igorja Pirkoviča, na kratki spominski slovesnosti je nastopil tudi mešani pevski zbor KUD-a Štefana Romiha Črešnjevec.